Se mi zdi to fajn. Meni se zdi ful dobro. A ja, plac. To smo prvič, Veš kaj, jaz mislim, da Šugmanov salon ima nek njegov duh. To sem jaz razmišljala. Te veličine, te človeščnosti, te topline, vsega tega, ne? A nima? Meni se vse zdi. A veš, kako gleda velikan človek in umetnik na nas, ne, oziroma nas podpira. Dobro. Zanimivo je v drami, ko stopiš, ko vidiš v bistvu vsi te ljudje, ki imajo točno, se pravi, dela, vidiš pred sabo. Ni tako, da hodiš 30 let v službo in vidiš, kaj so plača dobivali, oni imajo, se pravi, ne, kaj je vse iz enega človeka prišlo, pa je to samo v tej sobi, ne. Ja. Na teh parih fotografijah. Kaj pa ste vi že vse naredili? Mene zelo malo to newyorško Broadway sceno spomne, tako Tale noter, drama, ko prideš, zaradi tega, ker se malo leso, malo že staro, malo ogulen in tam je zelo podoben. Tam je bilo isto tako, noter. ne? Ja. Zelo podoben. Mislim, tako ti dobiš. No. Ja, to so še zadnji izdihi. Drama bo čez eno leto se začela prenavljati in je konc, ne. Tako da, zdaj lahko gremo. Torej, podcast Akt. Prihaja serija, ki jo je Majn imenoval kako? Osnovna tema vseh teh pogovorov je kaj? Je osebna strast, poslanstvo. Osebno poslanstvo, to, da, kako sem rekel, da delaš to, kar delaš in kako si prišel do tega. Tako. In danes smo v novem prostoru, Šugmanovem salonu, SNG Drama nam je posodila ta prostor in mi smo podprti z energijo velikana človeka in velikana igralca Jerneja Šugmana in mi vsi to čutimo. Ja, hvala, Jernej. Jaz pa z Jernejo Renko. In danes je gostja Jerneja Renko, ki je napisala knjigo Posebna punca in njen mož Klemen, ker seveda brez možev ne gre, kadar gre za posebne zgodbe oziroma mislim, kadar gre za neke zgodbe, ki v bistvu so velik presežek. V vsakem primeru, tako, ker se ves čas moški počutijo v zadnje čase v Sloveniji ali pa sploh na svetu v krizi. Ne? Ti nisi očitno v krizi. Evo, Zvezda je rojena. Ne, jaz sem Klemen. Dober dan. Najprej hvala za povabilo. Ne, nisem. Vesel sem, da sem lahko svoj del zgodbe prispeval k tej knjigi. No, tako da, mislim pa, da tako vsako obdobje nekaj lepega prinese. No, tako, to govori človek, ki je pa imel res izzive in to je fenomenalno. Jerneja, da gremo takoj na zgodbo, namreč vas zanima verjetno to in se veš, ljudje nimajo časa, kaj bomo poslušali. Ne pozabite še od spode, pridružite se nam, to nam zelo veliko pomeni, to podpira tudi naše zgodbe in raziskovanje. Jerneja, vajina zgodba oziroma, zakaj je to posebna zgodba oziroma o knjigi se bomo pogovarjali pozneje. Najprej lepo zdrav. Jaz sem tudi zelo vesela, da smo danes povabljeni in sploh, da smo tukaj zdaj, da se pogovarjamo v tej res neverjetno čudoviti dvorani, kjer nas z vseh kotov gleda Jernej Šugman in to se mi zdi res posebna čast, no, tako da sem zelo vesela. Energija je odlična. Zakaj pa posebna punca? Mislim, sej naslov je bilo težko izbrati, ampak ves čas se je vrtelo nekaj okrog posebnosti, tako da bi težko dali drugačen naslov. Posebni smo na nek način vsi, tako da ta posebna punca ni samo Nina, v kateri večinoma pišem sicer, ampak sem posebna mogoče tudi jaz, pa je tudi hčerka, pa tudi moja mama, tako da ta posebnost se vleče že skozi generacije, vsaka nekaj je prispevala in prispeva še naprej. Posebni so pa potem tudi moški, ki se zraven znajdejo, se nimajo druge izbire, tako da Klemen je seveda moja opora in brez njega tudi te knjige ne bi bilo, to je zagotovo res. Gre za zgodbo, vama se je rodila deklica, ki sta se razveselila in je bilo vse v redu, a ne? Ja, mislim, že prej so mene opozarjali, že med nosečnostjo, da je zahirana, da nekaj ne štima, mislim, ampak da ni nobene panike, da imam mehno glavo, ampak da imam tudi jaz mehno glavo in da to ni nič tasga. Potem, ko se je rodila, pa 3 mesece je bilo neko samo veselje, potem sem pa jaz sama začela opažati, da nekaj ne štima, ker sem primerjala starejšo hčerko, ki se je zelo hitro razvijala pospešeno v primerjavi s svojimi vrstniki in takrat so se pa potem začeli izzivi. Najprej, da je totalno gluha, potem, da je hipotona, hipertona, da ima diskinetični sindrom, da ima sum na mitohondrijsko in tako naprej, tako da se je potem v tistih prvih 3 letih je bila kar kalvarija. Ne? Jaz se spomnim, kaj je ona meni začela tako
po moje, da Nina ne sliši. Kako pa veš, 3 mesece stara. Jaz sem res malo bolj oddaljeno to spremljal, ker sem bil veliko v Ljubljani, veliko sem delal, ona je bila pač doma z njo in je tako rekla, ne po moje ne. No pa sva pa pol preizkus naredila res, da ko je spala, sva naredila celo akcijo, ropotala, pa ni bilo res odziva nič. No, in pol tako se je počasi začelo odvijati ta klopčič, kaj vse, in je vam padlo kar veliko stvari na koncu. Ampak po domače, kaj to pomeni? Nje so rekli, da ona, mislim, mene se je zelo dotaknil tvoj opis, kako opisuješ tisti železni voziček, ki je bil, mislim, z vsemi nekimi špagami in trakovi, kamor bi jo priklenili tvojo hčerko. Kaj to pomeni, kaj so ji rekli, da je bo konc? Ali... Ja, seveda, to je potem tako, ne? Pa pogledajo, okay, otrok je star 1 leto, ne sedi, se nekako ne premika, približno se prekotali. Če pogledamo zdaj mi to našo statistiko, pomeni, da ona pač shodila verjetno ne bo. Ok, zato pa dajmo zdaj mi tale voziček, kjer bo lepo ravno sedela, kjer bomo prevezali roke, noge in jo boste vi lepo, veselo okrog vozili na sprehode. Ne? In to pa pač meni ni šlo z Nino skupaj, zato ker je ta gospa, ki je alfa in omega na področju razvojne psihologije, mimo grede, Nino privezala v ta voziček, se je ona drla, kričala in mislim tako, jaz, ko sem gledala njene oči na pomoč so res klicale, ona pa jo je veselo privezovala še naprej, pa sem jaz rekla, ne, tega pa moj otrok ne bo doživel in pa tisti voziček, ki je čakal tam v tistem hodniku, gor je pisala Nina Renko, nikoli nismo šli. Ti, kakšen je feeling, ko ti otroka tako dajo statistiko? Kako si jezen na tem trenutku? Najprej, mogoče nisi najprej jezen, najprej si prestrašen, najprej si šokiran, potem si prestrašen in potem se ti odvrtijo vsi ti filmi, kaj pa če ne bo hodila, pa mi bomo zdaj morali dvigalo, pa ne bo šla v šolo, pa bo hodila v šolo, pa vsi jo bojo imeli za noro in za neumno in tako naprej. Ne? To se ti tako hitro odvija. Ampak midva sva pa vedno tako razmišljala, predvsem, ko sva Nino gledala, se mi zdi, njene oči, čeprav je bila res precej statična, ona se res ni veliko premikala, ampak jaz sem njeno razumela sem njeno sporočilo, dajte mi pomagati, prosim pomagajte mi. In jaz sem to slišala in Klemen je slišal in očitno sva bila na isti frekvenci in potem sva videla, da morava midva razmišljati izven teh okvirjev, da sistem ti nudi, kolikor ti pač lahko upišejo, potem klasificirajo te v predalček, te dajo, otroka dajo in ti ne povejo tako prihodnost in to je zelo boleče. Ne? In to je lahko tako boleče, da na začetku starše, predvsem mame, ki smo pač čustveno precej bolj upletene, no, zdaj sem mogoče krivična, ampak več smo z otrokom, a ne? Sploh v teh prvih letih, ja. To toliko sesuje, da nimaš energije, da bi otroku pomagal, a ne? Jaz ne vem, odkot sem to takrat potegnila, mogoče res, ko sva bila 2, ko sva oba tako razmišljala in sva se res temu začela posvečati načrtu. Ja, je to glavni problem vseh družin na začetku, ko pridejo do naju, tako vprašati za mogoče prvi nasvet, da so v bistvu sesuti in da nimajo niti energije zase, kaj šele zato, da bi pomagali otroku. Kar se tiče pa te opredelitve sistema, pa mislim, da je res sistema toliko malo časa za posameznika, da res po nekih statistikah, obdelavah podatkov, glede na diagnoze, recimo neke prognoze postajajo iz teh informacij. Če dobro pomisliš, je to logično. Zdaj sam vprašanje boš šel iz tega poprečja ven z nekim drugim pristopom ali ne. Zdaj, če se boš prepustil sistemu, pomeni, da ti bo dal res to statistično rezultat. Te preveže v stol, skoraj metaforično. Ja, saj to je že logično. Zdaj, če direktno povem, če te preveže v stol, mislim, zelo majhna možnost, da se začel premikati. To je samo direktno, zdaj na to odgovarjam, drugače pa splošno isto tako. Kako si pa ti? Mami, Mike. Sem že padla v zgodbo. Kako si pa ti to doživela? Sta bila takrat skupaj, ko je to rekla ta zdravnica? Ne. Večina je v bistvu na te terapije oziroma na te preglede diagnostične hodila Jerneja. Jaz sem delala, ne bila doma. In to je bilo samo mimogrede vskočim, to je bilo toliko izčrpajoče in to za vse mame, ki se zdaj pogovarjamo, to je toliko izčrpa, da recimo, ko sem jaz prišla z neke razvojne ambulante, jaz sem bila 3 tedne zagotovo sesuta. Se nisem pobrala, zato ker dobiš toliko informacij, če se vsega tvoj otrok ne bo zmogel in nič, kaj pa bo, mogoče bo pa vesel, prijazen ali pa bo nič. Tako da je to naporno in sem pa že rekla, da ti hod ali pa jaz ne bom več. Pri meni je bilo dosti enostavno. Jaz v enem trenutku, ko sem videla, da s temi terapijami, ki jih ima, če ima otrok, ne vem, neke fizioterapije, pa to je čisto malo, to ima enkrat na teden 1 uro, to je 4 ure na mesec. Sva rekla, to se nič ne odvija, v bistvu zdaj, če odkošljamo naprej ta trend, to ne bo res začel skrbeti.
In so rekla, da je to moramo mi dva pojačati tempo, pa bo sama, pa če delamo 7 ur na dan, pa je to 7 krat 3, pa je to 200 ur na mesec, namest 4, ne? To je pa tokrat več, da je logično, da mora nekaj biti drugače. Ne? Ampak zdaj je vprašanje, kaj pa ne delamo? Ne? No, Zato, sej, to je pa druga stvar, pola, ne? Mi dva se vedela, da moramo sama zagrabati, ne? Ne dajo ti pa naši terapevti informacij, to naredi, tokrat na dan naredi, tole toliko ponovitev. To bi rabo, točno to bi rabo. Koliko je pa sploh recimo znanost napredovala, oziroma koliko je... Vidvajo se čuti tako, kako napreduje, ne? O teh recimo stanjih, ki jih imajo, koliko zares medicina ve o tem, da ti lahko svetuje? Zdaj, diagnostika je zelo napredovala, diagnostika je zelo dobra, ne? Ampak ko greš ti do nevrologa, ti diagnostiko naredi, pa ti reče, lejte, to je moje delo, zdaj za naprej pa pač morate sami, čisto iskreno ti pove in ti reče, tudi nama je nevrolog rekel, profesor Neubaur iskreno, lahko povem, lejte, takole je, možgani so plastični, iščite rešitve, on nama je dal zagon in upanje, ne? In tudi pediatrina je vedno tako razmišljala. Zdaj, če pa greš ti do terapevtov, pa pač izvajajo neko terapijo, ki se ni v tem sistemu še veliko spremenila znotraj zdravstvenega sistema, še vedno pač Bobata zelo poudarjajo. Koga, česa? Pač neka... Metodologija, v bistvu fizioterapije. Se pa, mislim, tudi nevrolog je priznal, da že dobrih 20 let ni velikih sprememb. Ne so pa zdaj seveda spremembe, ljudje privat odpirajo zadeve, imajo ideje, tle pa se veliko razvija in so ljudje postajajo vedno bolj široki. Če pogledamo se v bistvu pristop k razvoju v zadnjih letih, dobro sistematično se mogoče ni uredil v našem zdravstvu, pa tudi v tujini ponekod ne, ampak je pa se marsikaj spremenili, kako pristopati k razvoju, kako ga najlažje pospešiti, kaj se narediti. Ta medicina je pa drug del, ki je pa zelo pomemben. Zdaj, diagnostika, tako kot je že rekla Jerneja prej, predvsem otroka, če ima manjši potencial, to pomeni, da bo z neko bazično vadbo ali pa s klasičnim principom življenja napredoval prepočasi in slabše kot povprečni otrok. Kaj sem hotel zdaj povedati? Da ta nižji potencial, ki ga ima otrok, je možno z medicino marsikdaj povečati, zvišati. In imaš boljšo osnovo za razvoj potem z neko malo intenzivnejšo vadbo. Tako je bilo pri naši Nini, ki je bila čisto gluha in je dobila polžev sadek in je potem začela slišati. In seveda, če ti slišiš, imaš čisto drugačno osnovo za razvoj in intelektualno vse, kot če ne. Koliko je bila pa stara, ki je to dobila? 3,5 meseca. Ker vidim čudovite posnetke na YouTubeu, kako otroček po 3 letih prvič sliši. Kako pa je ona to doživela? Prestrašena. To je šok. Ona je pač prvi zvok v življenju. Ker drugače že v maternici pa to otrok sliša, imajo že čutnice slušne razvite, tako da se on že privaja na zvoke počas. Že sliši tudi govor, recimo prej, preden pride ven. Nina je pa to bilo pri 3,5, ki je bilo v bistvu že dosti razvita, kot otrok je to kar šok. To je bil jok pa straha na začetku. Učiti se mora poslušanja, učiti se mora poslušanja najprej glasu, potem glasbe, vsega se mora naučiti. To ni pa kar tako, da on dobil polžev sadek, vse sliši. Zdaj pa vse v redu, gremo. A je ona, to je Ajna Nina ima možgansko poškodbo, ali kaj? Poškodba česa je to? A to je bilo že v maternici, oziroma to je genska? Ne, sklepajo, da je v bistvu pri razvoju se to zgodilo. Osnova je tako, skoraj sigurni so, ni čisto 100% potrjena, pa je sum na mitohondrijsko bolezen, to je v bistvu neke vrste presnovna bolezen na celičnem nivoju, se pravi ovirana je preskrba z energijo na celičnem nivoju in to tudi vplivalo na razvoj v maternici, tako so predvidevali in zaradi tega se slušni del ni dobro razvil, se pravi slušne čutnice, pa tudi možgane ima malo drugače razvite, ima polimikrogirijo, kar pomeni, da ima več tih gubic. To pomeni, da bi lahko tudi bolj delala možganje, ali ne? Mislim, jaz sem zdaj tukaj čista. Diagnostično je to kot anomalija zdefinirano, ampak se pravi, mi dva so pol v enem trenutku rekla, da dobro, se diagnoza je fajn, da poznamo, zato da vemo, če je tudi slučajno kakšna ovira pri tem programu, ki ga delamo v življenju, da kaj ne smemo pretiravati, tako da življenjsko ogrožamo. Po drugi strani treba pa pol pogledati v enem trenutku, kaj otrok zmore, in od tam štartati za vadbo. To se da zelo lepo polsko s to metodologijo, tudi ko se jo pripravlja. Se pravi, se oceni nevrološka starost. Nevrološka starost pomeni v bistvu razvojno stopnjo, ne kronološko starost. Isto se izraža v mesecih, pomeni tiste skile, ki jih otrok dosega v določenem momentu, v kateri povprečni starosti jih otroci dosegajo in tako pač se preslika. Recimo, če imaš ti otroka, ki je shodil, je nevrološko star 12 mesecev na grobi motoriki, ker otroci v povprečju pri 12 mesecih shodijo. Tako je to preslikano, to pomeni, da ti zdaj ne gledaš njegovo starost, ampak razvojno stopnjo in od tam štartaš. No, se s temi
s temi kako bi rekla, s temi okviri včasih tudi zelo pritiskajo na otroke, se pravi na nas vse starše, ne? Pri 12 mora shoditi, pri 14 mora to. In jaz se spomnim, vsaj pri prvem sinu, ne vem, kaj je že bilo, kaj je že bilo, vem pa, da je nekaj bilo, kar bi moralo biti pri 4 mesecih. In ni bilo. In je bila cela panika. Se tlej mora biti treba malo obrniti pristopa, to smo vidva z Jernejo hitro ugotovila, ker če otrok stalno zaostaja, potem imaš vedno pri vseh preiskavah, pregledih ali pa ocenah, imaš message, ni v redu, zaostaja, ni v redu, ni ok. Če imaš pa ti eno družino dlje časa, da jo aktivno spremljaš, vidiš pa v bistvu tudi napredek. In če bi enkrat recimo pri 1 leto starosti otroka, če ta nevrološka starost začne mesečno loviti kronološko, to pomeni, da ta 1-letni zaostanek ostaja in je konstanta, to pomeni, da po 8 letih ni to več bistven problem. Če se pa relativno povečuje, ta razmerje je pa v bistvu za odreagirati, poskušati, če se da. Tako da, taka je ta zgodba. Jaz bom še to vprašala še enkrat, to, kar je Maja rekel. Zakaj mislite, da sta vidva reagirala tako, kot sta, se pravi, borbeno, aktivno, eni starši ne? Ja. Mogoče je malo to dajna značajska lastnost, pa še potem oba sva se skupaj znašla, potem je bilo malo intuitivno, sva nekako očitno znala prisluhniti sebi, pa so pa še mogoče informacije, ki so do naju prihajale, pa so rekla, mogoče pa res niso tako nora, da razmišljava tako, da bi lahko midva pomagali. In pa se je res izkazalo, da obstajajo inštituti, sicer ne pri nas, ampak v tujini, kjer isto razmišljajo, da je treba prenesti na starše to delo odgovornost, da delajo doma, da spremenijo način življenja in potem začnejo stvari premikati naprej. Vsi ostali terapeuti, zdravniki so pa spremljevalci, pomočniki, vzgojitelji, učitelji tudi in podpora. Vem, zdaj razumem, v bistvu gre za ta prenos, ki ga imamo še vedno mi, ne? Se pravi, jaz sem bolan, zdravnik, izvoli, ti si Bog, ti me boš spremenil. To je princip. Ti me boš rešil, ne? Ne pomisliš, da imaš v bistvu ti škarje in platno v rokah. Je pa tudi obraten odnos tak, se razvil. Jaz nisem nikoli lajfo pomislil. Ja, se vem, se razumem. Se pravi, še zdravniku, da bo on meni zdaj porihtel. Jaz grem zdravniku, da ga vprašam, kaj je narobe. Ja, pa pač poskrbiš. Kako jaz svoj življenje spremenim, da se to ne bo ponovil več. Ja, večina pa tudi kar čaka, dajte mi tole. Zdravila, ne? Tukaj ima v Ameriki, ima zdaj s temi problemi, opijatsko krizo, ki grejo k zdravniku, pa jim da zdravnik opij, bolj ne toliko močan, da te poseka. Da je vse v redu. Na koncu. In fizično odvisen postaneš od tega. Vse to je logičen. Bolano. Ampak sem dober. Nekaj časa pa moja, da se ne zmanjka. Jaz sem kar nekaj zgodb slišala, takih podobnih, ko je kaj z otroci narobe in tako. In ponavadi, je prva stvar, ki jo slišim, kriza v zakonu, ponavadi ločitev. Česa se moški ustrašijo, oziroma si ti kdaj razmišljal o tem? Ne, moram reči, da nikoli. A so moški tisti, ki povedo? Mogoče jih pa žene napodijo, se ne vem. Mogoče treba reči. Dvomim. Ne, moški ne zmorejo, res so, počutijo se kompetentne. A ti si? A mislite, da se moški ne počutijo odgovorne? Da se moški zelo odgovorne počutijo, se težko soočajo s to odgovornostjo. Ali pa tako bom rekla, ti očitno nisi imel problema. Vidva se srečujeta, ker zdaj pomagata, se pravi ljudem, ki se znajdejo v podobnih situacijah. Ali sta opazila to, da so moški bolj ob strani ali pa da zbežijo? Mogoče, da ja, ampak jaz mislim, da so te družine, ki pridejo k nama, že preden pridejo prvič, sploh na to, da jim povemo, kako bo zadeve laufale, toliko že preberejo stvari, da vejo, kaj jih čaka. In pridejo v kompleto, ker v bistvu mi dva gledava to kot package. Saj otrok pri 3 letih ne more vplivati na svoj vsak dan, kako mu bo potekal. Zdaj, če mi hočemo neke stimulacije, njemu aplicirati vsakodnevno na nek zanimiv način, mora tle družina biti paketa, ne mora zdaj. Oče mora biti podpora, tudi če mogoče ne toliko sam pri tem izvajanju, pa pri drugih stvarih, da druge stvari mogoče opravi. Pa tudi fajn, če imaš tudi ostale pomočnike, zato tudi mi dva imamo pač special team, zato, ker je to tim, pa imamo, ki ti skuha, pa mogoče imamo, ki ti polika, pa zato, ker se res toliko fokusiraš na podporo, pomoč otroku, da ne moreš skrbeti za druge stvari oziroma zelo težko. Zdaj, zakaj se pa po mojem midva nama tako štima, je pa verjetno zato, ker smo si ves čas neke cilje skupne, to je zdaj cilj, pomagamo njini, tole naredimo, tako skupni cilji, skupni interesi, fokus, verjetno je bilo to.
razmišljam. Ja, na začetku se je tako v bistvu zgodilo, da sva videla, da ne bo dosti to, kar je, in pa sva rekla, mi dva morava sama to delati, pa sva rekla, kva počela se ne veva kaj. In sva iskala, a kdo na celi naši planetu razmišlja na isti način, pa če zna to ponuditi. In pa sva dejansko najdla te Američane, tudi, mislim, so še drugi neki inštituti, ki dosti na podoben način razmišljajo. Ja. Mislim, tudi Američani imajo drugačno razmišljanje, drugačen mindset. Oni imajo mindset tak, ja. So zelo pozitivni, odprti, da se, dajmo, akcija. Ampak se pa res zgodi, ne? To je zanimivo. Ne? Ker recimo mi dva, če sva šla z Nino k kakšnemu terapeutu, ki je rekel, ja, vse bomo probali, ampak sej vidite, ja, kaj vidimo? Mislim, ja, tako ne, sej sami veste, ja, ne, kaj vemo. Ja. In pa tako, smo se pač umaknili takim in Američani so pa res malo tudi pretirano, ta mindset imajo tisti let's do it, ne. Ampak v tem primeru mislim, da je to ključno, ne. Ja, to pa verjamem. Ja. Mislim, tle drugače res razmišljanje zelo pomembno. Ja. Ker mi da so bila res dobro naštelana, če se tako izrazimo, ne, tudi jaz kot mama res nikoli se nisem tako žrtve počutila, zdaj pa bogi mi, pa taga otroka imamo, ampak vedno dajmo, iščeva. Tudi oba so tako narejena, da se rada učiva, da iščeva nove informacije, da nam je to fajn, ne, da greva malo ven iz teh klasičnih togih ja, tudi če se zdaj kakšna družina pritožuje nad sistemom, tem pač klasičnim, treba hitro obrniti, pač, da so oni tisti, ki prevzamejo odgovornost in dejansko to začutijo. Zdaj so oni lideri in oni morajo, da bom tega porabil oziroma izkoristil, ker dobro znata, mi bo to pomagalo lahko, mama mi bo pomagala kuhati, da bom jaz lažje delal. In si ustvarja tako neko okolje, ki jih podpre, da lahko to speljejo. Seveda tudi medicina, vzgojitelji potem v vrtcu vse, ampak oni ne povejo, kako bo otrokov dan potekal, glede na to, kar hočejo doseči. Se fajn jih je prej opremiti, preden grejo v šolo. V tistih prvih 6 letih, da oni pa lahko lažje funkcionirajo s to zunanjo okolico. Ja, prosti plesi. Ne, sem tak preveč govorijo. Ne, sploh ne, hvala Bogu. Sorry, ker sem prekinil, ampak ja, ne, tak timski šport se mi zdi to, kar govorite, tak res timski šport in tudi izžarevate tako timsko energijo in se mi zdi, da sploh drugače ne bi mogli biti, kakor je. Ne. Jaz sem samo rekla, prosim, če delite te informacije, marsikdo tam zunaj ne ve, da obstaja tudi pomoč, ki jo nudita Jerneja in Klemen. Ja, mislim, bomo napisali. Ja, ne. Mama naša ima po 3 na teden 5,5-urno predstavo in še 100 drugih stvari. Ne. Zdaj pa res težko. V glavnem, da poveste, da pridejo te informacije, ker mislim, da ljudje, ko izvejo, za kakšne takšne diagnoze, potrebujejo to bolj kot, še skoraj bolj kot zdravnika, kot, se pravi, neko osebno izkušnjo in vidva zdaj res na tem področju že zelo veliko veste. Hvala vam, hvala, da delite, da čutite in vse to. Gremo naprej. Mislim, to sem hotela pač povedati zaradi tega, ker vem, jaz se spomnim, Petra Grajner je meni pripovedovala, ko se je njej ta deklica, ki je umrla, rodila, kako je naredila flyerje in jih je dala pol v porodnišnico, ker je tudi spoznala, kako pomembna je bila pomoč, ne zdravnika, ker zdravniki rečejo, je nemogoče, ampak nekoga, ki že ima izkušnjo. In so celo v bolnici takrat prepovedali. Da niso pustili. Edinkrat, ko sem jaz direkt v bolnico telefonirala in sem rekla, zakaj to delate. No, se danes je že drugače, danes so flyerji že tam. Ampak to je pomembno, ne? Ja, seveda. A sta vidva v Sloveniji našla koga? Taka do začetku. V Sloveniji pa ne. Ne, ni bilo. Mislim, bila mogoče kolegica Andreja, ki tu se z razvojem otrok ukvarjala, da je tako razmišljala. Ampak ona je bolj gibalen del. Ja, ampak je tudi videla Nino, da bo zmogla več, pa so pol začela v tej smeri. Mar biti zanimiva zgodba, kako so sploh začela delati starši, ko midva smo imela sama pač svojo zgodbo in svojo vrtela. In dejansko se je ta zgodba o Nininem napredku, kar res ona je pol kar naenkrat shodila, mislim tako, ko smo mi začeli to napolno, so z družine očitno zvedle za nekatere za uspešnost in jih je zanimalo, kaj počneva. In smo rekli, da pridite kar na krog, pa bomo pogledali, pa bomo malo povedali, kako smo se sploh zadeve lotili. Ampak midva so vedela, da ne moramo zdaj svetovati za njihovega otroka, kaj ne počne, ker je to pač svoja zgodba, vsaka oseba. Ampak so pa kar hoteli, da lahko vidva nam nekaj kar pripravita, pa ja ne, pač ne moramo, ker midva so se Nini posvetila in to je to. In pol je bilo tega toliko, da sva rekla, kaj pa se konc koncev,
če bi res pomagala, pa je še tebi rekla ena kolegica, ti moraš to pomagati družinam. To je greh, če ne bi zdaj pomagala, če je sebično. Pa sem jaz rekel, ne, saj ne moreš, otrok je individuum, mi dva so za Nino res dobro to upedenala, ampak če bi se šla slučajno to, da bi še drugim pomagala, bi mogla to res metodološko razdelati, pač malo odpreti ta čist sistem metodološki in kljub temu ga narediti dosti individualnega posledično za posameznega otroka in pol v enem momentu so rekla, pa to naredva, ne? In so to pripravljala mi dva, po moje leto ali pa še več, se pravi kompletno metodologijo, programe, kako bojo za posamezna področja, za senzoriko, za motoriko, za prehrano, za fiziološki del, spanje, čistoča, dihanje, preskrba s kisikom, ni v glavnem. Vse to smo razdelali, to je tudi del tega programa, pa metodologije, ki se še vedno tako razvija, je zdaj dosti močna celota, že moram reči. No in iz tega je to nastalo, kakšna bo relacija, kako bomo sploh sodelovali, na kakšen način se bomo dobivali, kaj bo na začetku, kakšen bo proces in tako smo pol to dodelali in zdaj je to standardizirano. No, tega pa jaz sama ne bi zmogla, to je sistematično, racionalno, preračunano, vse mora biti tudi v razpredelnicah, jaz sem se morala še naučiti tudi se to lepo računalnik, mapce narediti, ne, mapca to pa je ona, ne. Ja, ne, to je treba pospraviti na nek nivo, da lahko pomagaš, drugače ne moreš ti kar tam na pamet, red mora biti. Ne pa tale veš malo, ne vem kaj proba, ne, treba je pol narediti nekaj reda, ne, in vsak, ki pride, tako pade res v nek sistem, tak švabski, v narekovaj. Ja, ki pol daje rezultate, ne? Ja, ki je naporen za starše, zato ker morajo res biti animatorji, zabavni, hkrati dosledni. Za otroke je pa lušno, ker vse poteka skozi igro, ne? Ker se imajo pa fajn, pa starši se jim posvetijo in oni se razvijajo in učijo, brez da bi se tega zavedali. In to sta vidva, to vidite, to so te življenjske zgodbe, to so velike. To jaz vedno dol padem, ker vidim, česa je človek sposoben, sam poklicati ga mora, to se pravi, vidva sta... Meni je hudo lih to, kar sem tudi prej rekel, ker je obviously teamwork in kako praviš, ne. On je to naredil, jaz sem to naredila, on je tam in ste tako luškana, skupaj. In eni nimajo nobenih problemov, pa tega ne zmorejo, ne? Ja, se zaradi tega, po moje, da ne, koliko pa mislite, da je ta izkušnja povezala? Ja, sej, mogoče sploh ne bi bila več skupaj, če jo ne bi imela, sej ne vem. Ne, definitivno smo imela to vsebino za obdelovati non-stop in to je bila ena skupna točka. Se niste imela časa kregati pol? Ne, v bistvu sva razvijala malo tako lajno zgodbo, malo, mislim, veliko tudi družina, pa otroci, pa Nina posebej še, ne, pa malo prijatelji, pa to, tako da ja. Koliko pa imate otrok? Prva je umrla. V bistvu se je mrtva rodila, 14 dni pred rokom poroda je umrla. Zdaj pa imava še Vito, Vita je stara, bo zdaj 18, pa Nino. 2 punci. Nina je pa stara? Nina je pa 15. Zdaj bo 16 letos. In mene je tudi pretreslo, ker si rekla, da Nina nima prijateljic, da si jih tako zelo želi. In mislim, to je priložnost tudi za vse punčke, ki so tudi same, naprimer, da se vam javijo. Dej mikrofon. A ja, kako jo je ganilo, mamica naša? Ne, jaz si predstavljam, mislim, a veš, ker to so zelo pomembna leta za otroke, kjer je pa ta socializacija zelo pomembna, ne? Hotel sem vprašati, kako pa je pol razvojno to, se pravi, a to ima tudi, se lahko druži z vrstniki, da tako vprašam? Je normalno. Ona hodi v šolo. Normalno hodi v šolo. Normalno hodi v šolo, ampak ne govori. Tako da ni čisto vse res normalno, je precej posebno in je precej velik izziv. Normalno vsakdanje, ni vsakdanje, normalno. Pustimo to besedo na strani. Posebno. Ja, ona ne govori, ne to težko. Ona sicer recimo zapiše ali na tablico, na komunikatorček ali na list papirja, ampak da ti skomuniciraš z nekom takim, si moraš vzeti čas, ne se pa k tebi sedem, pa se to pa to zmenva. Zdaj, 15-16 letnice se dobijo, pa rečejo, pa tako na hitro, pa kaj izlaufa informacije, ne pa to pa ona ne more, ne zmore, ker je prehitro. Jaz pa tudi razumem, da si oni ne morejo vzeti tega časa. Ampak se zdaj komunicirajo preko... Tudi. No, to je pa ena prednost, ki moram reči, ko vsi jamrajo, koliko so telefoni slabi. Evo, pa smo spet našli plus. Drugače, zanj sem videl tudi, da tudi zdaj malo v mestu skočiš iz nekaj drugega, ker tudi jamramo, koliko so telefoni, da ste igrce tudi, da delovni spomin ful izboljšuje, tako zanj, če je bilo dokazano. Delovni spomin? Kjere? Te, ki se moraš zelo hitro odzivati, predvsem te
Ala Tetris, Ja, Tetris tudi, ker se mora zelo hitro odzivati. Ja, no, hotel sem pa reči, da pri Nini pa to sploh, ker ima SMS frende, Facebook frende, to so pač njene sestrične, to so mi dva, to so njeni učitelji, pa njena logopedinja, ki je imela. Se pravi, ima en tak krog socialnih prijateljev, s katerim komunicira pol prek SMS-ov, seveda se pa kdaj tudi se dobijo. Ja, pa se jaz vidim, že jaz včasih odgovarjam samo z nekimi srčki. A veš, kaj nimaš, mislim, več časa. To so novi hieroglifi. Ja, vse je v redu, da ta čas ne vidimo samo črn, ker ga itak moramo živeti. Ja, tako je, zdaj sam kako bomo to uporabljali oziroma kako bomo živeli. Da bo nam pomagali. Kaj si rekel delovni spomin? Kaj to pomeni delovni spomin? Koliko si hkrati zapolniš lahko stvari naenkrat. Recimo, če bi jaz tebi zdaj nek vrsten red rekel, to je lonček 1, 2, 3, kako bi si ti to zapolnila, koliko številke bi se lahko, recimo, koliko lahko hkrati držiš v glavi. Super. Ne pa se tudi pa komunikacija pa nadaljava, pa se veliko tega zdaj, ker recimo ne olajša, pa mislim, manj časa ti vzame, se ne zapelješ v službo, ampak narediš kaj nadaljavo, vse so prednosti. Za take otroke pa sploh, Nina ima že polžav sadek, ki ga pred 50 leti ne bi imela, bi bila ostala gluha, potem komunikacija prek teh Ja, pa danes imaš tako, ne vem, telefon z Bluetoothom povežeš na polžav sadek, pa si predvajaš muziko. Zanimivo, ker ta polžav sadek je v bistvu direktno na slušan živc prepet. To ima v bistvu ona notranji del, kjer je ta notranji procesor. 3 operacija in pol. 3-urna operacija in pol. V bistvu ima notranji del, ki je vgrajen pač v lobanjo, pripeta elektrode v ta polžek na mesto teh slušnih čutnic in potem ima pa zunanji del, ki ima pa mikrofonček kot senzor in je preko magnetnega polja potem z nekim takim čepkom, ki ga pritrdiš in se z magnetno pripne na tisto, kar je noter v lobanji, ker je kovinsko, in tam se potem zvok prenese in direktno slušni živci in tako pač te ljudje slišijo. Zanimivo, To je zadnje sploh, ki ti si muzičar tudi, ne? Jaz sem drugače tak inženir elektrotehnike, tako da sem v osnovi pa informatik, tako to dvoje. Drugače sem pa tudi muzičar, tako da tudi... Pri nas doma je ogromno muzike, to je zanimivo. Nina se je rodila gluha in je spoznala glasbo šele tam pri 10 letih in tudi retorično smo zelo, recimo, veliko govorimo, imamo take službe, ona pa ne govori, tako da to je zanimivo. Pa misliš, da ne bo govorila, da je to odločitev ali da enostavno ne more, kaj mislite? Ker to si želiš ti, ne? Želita, ne? Da bi govorila? Zato, da bi bilo za njo lažje. Ne bi bilo lažje. Vse ona kaj pove tudi tako. Mislim, mi dva dosti razumeva tudi neke osnovne besede, ampak ona ima v bistvu diagnostično je to dizartrija, v bistvu nezmožnost gibanja oralno-facialnih mišic zaradi slabega mišičnega tonusa, To je pač, ona nima tonusa, tako kot če bi imel malo, ne vem, paralize nečesa, ker nimaš pač mišičnega tonusa. In ona zelo težko odpira usta, zapira usta, jezik premika, žveči težko in tudi seveda artikulacija in za te osnovne glasove je v bistvu dokaj v redu, za neke sofisticirane je pa zelo popačen, tako da... Vida poznata teen lifting, to je ena zdravnica. Ja, ne, poznava, to so vse raziskala in tudi, ker smo vprašala neurologa, če bi jo lahko z elektriko ali kakorkoli stimulirali, pač je bilo vse potem, kar smo iskala teen lifting, kar ni primerno za njo, zato ker je rabila še tudi notranjost, pa jezik vse in to ni bilo primerno. In smo pa našli potem v Zagrebu elektrostimulacijo, kamor smo se vozili vsak vikend, pa še med tednom, pa spet organizirali stare starše in smo naredili tam 85 terapij in je bilo malo boljše, ampak ne toliko boljše, kot je bilo pa naporno. Uložka, logistično. Mečka se je zboljšala, artikulacija pa gibanje takrat. To ima slab potencial, ni zelo. Ja, ni, pač tukaj je res, dobro je tudi, to je tudi pomembno, da veš, kakšen potencial bo, ker potem smo začeli graditi na pisanju velika, Tako da mi imamo tablo v dnevni sobi, pa v njeni sobi, pa v kuhinji, pa povsod in to so svinčniki, teh flomastri in ona, kadar kaj tako rabi, napiše, imamo znakovni jezik, črke, tako da mi se lahko zmenimo praktično vse. Tudi v čustvovanju pa to. Ja, seveda, ja. Mislim, je pa zanimivo, ona res tako, ona je imela res veliko vira, ampak ona res razume odnose, razume svet, tako je empatična in zelo je tudi prijetna. In kamorkoli pridejo, imajo res ljudje radi in mene to res zanimivo, ampak nekako ona nas vodi po poti, kjer nas obdajajo res sami krasni ljudje. No se mogoče, če je bil kakšen tak, ki ni verjel vanjo, smo ga obšli, načrtno, smo ga izvedeli. Ampak nas se vleče res prijetne ljudi in tudi v šoli zdaj, ki je pa, mislim, se najdejo vedno taki, ki zaupajo vanjo, Res. Ne vem, sem zdaj tako srčna in da vleče nas je to, prav energetsko.
To je super. Vidva sta tudi bila v Ameriki. Bom tako rekla, jaz pravzaprav mogoče niti ni dobro, da vi preberite si knjigo Posebna punca. Ne bomo pa kaj dosti govorili, kaj je noter, ker knjigo je treba prebrati. Ne? In meni je vedno te obnove A knjige rada bere? Knjige rada bere? Ja. Zelo. Vsi radi beremo. Nina vsak dan Družina, bere, jaz vsak ne dan bere. sigurno pol ure najmanj. Ja, A ima kaj vsak dan. tvojega talenta zapisati? Ja, ona struktura njena je zelo slaba, a ne? Ker to ni tako v glavi njeni kot v naših. Starejša pa piše take eseje, da enkrat nisem z njo delala ničesar, nobene vejce je postavila, ampak naredi vse v nulo. To je pa tudi meni neverjetno, res ne vem odkot. Tudi moja sestra je slavistka, no? Mogoče tudi to se malo leče, ta občutek za jezik. Nimam pojma. No, jaz bi sam to rekla, ne, ker ko sem jaz dobila knjigo, jaz veliko knjig dobim v samozaložbi in tako, in mi je vedno težko, če najdem noter res dobro zgodbo, ki pa ni dobro napisana. Meni Ne. tudi to težko. In pri tebi se to ni zgodilo, to je odlično napisana, vidi se, da obvladaš jezik, ker mislim, sporočilo knjige ni samo zgodba, knjiga je tudi zato, da je dobro napisana, da nas plemeniti v vsakem smislu. Ne? No, se je tudi izredno dober odziv, jaz res nisem sploh nič pričakovala in zdaj, ko mi ljudje pišejo, kako jo doživljajo, res tudi taki, ki niti nimajo otrok, niti nimajo, ali pa če imajo otroke, ki nimajo težav, se najdejo noter, ne, in najdejo mnogo sporočil in si menda izpisujejo tudi citate. Ja. Mislim, na kar sem res zadovoljna s tem, če mi to povejo. Ampak recimo jaz, ko sem to dala, meni urednica ni nič popravljala, to je res moja zgodba, moj jezik, vse je to moje. No. Tako da to mi pa sploh imam dober občutek. Bravo, bravo. Res. Zdaj pa gremo na to navajena učenje. Videla sta itak tudi svoje učenje, kako delata, morata delati z Nino v Ameriki. To je kar bila šola, ali kaj, ne? Midva so v bistvu sodelovala z Filadelfijskim inštitutom. Oni so imeli, Glenn Doman se drugače imenuje, to je pač po enem ustanovitelju, ki je zdaj že žal pokojni, glih vmes je tudi umrl, ko smo mi skupaj delali pri 99, mislim, da. 99. Ja. Ampak oni so bili zelo tak mindset, pač tudi, da starš mora prevzeti, če ne, ni šans, da se to kaj premakne, a ne, če je res kaj, mislim, hudega z otrokom, oziroma da ni običajno. In točno nama so padli na roček, točno to sva iskala in dobila in potem se izobraževala, najprej, potem... Vi ste bila po mesec tam v Ameriki, to je tudi drago pa to, ne? Zelo. Ja, najprej sva šla sama na izobraževanje, potem sva njihovo literaturo preštudirala, potem smo to preizkusili doma, to je za nas, a ne, zato ker oni rečejo, dajte najprej doma poskusiti, ker to ni enostavno, pa boste potem, če vam bo ok, pridite z otrokom in potem štartamo procesa. Ne. Tako da smo potem pa z Nino na pol leta tja hodili in smo bili tam en teden, po cel dan, prav tam smo spali. Ja. In smo bili cel dan z njimi, a ne, in so oni pač pogledali, kje je, kje je izhodišče, je napredek, a ga ni, če ga ni, naredimo večji push naprej. Korekcija programa. Sledili so mi vsi svojega v bistvu advokata v narkovajih pri njih, ki je pač skrbel, a gre v redu ali ne. Tako, ja, v bistvu oni hodijo po celem svetu, ne, to je ekipa, ki hodi po celem svetu, ni tako, da bi imeli oni izvajalce, podizvajalce, ne vem, v Italiji. V bistvu dobiš primarne strokovnjake in in to je v super, bistvu. ja. Ne. Se pravi, da oni v bistvu delijo to direktno družinam, ker dosti je teh nekih mrežnih terapevtskih sistemov, če jih poznate, ki so tudi zelo poznani, recimo, ki grejo učenec od učenca, od učenca, od učenca, od tistega, ki je to ustanovil. In tle se znanje dosti zgublja. Če pa ti primarno delaš z ljudmi, ki so v bistvu to ustanovili, a ne, je pa to tista res primarni push, ki ga oni naredijo. A ne. Se pravi, ne more se zgubiti nek detajl pri prenosu znanja, a ne, ker dobiš direktno od njih. In to so midva zelo v bistvu vzela kot dobro. Ja, ker so potem tudi ogromno, se nisva sam z njimi delala, midva so pol delala še z nekim izraelskim v bistvu fizioterapeutom, ki se ukvarja z logopedijo, z apraksijo, ful dober dečko, res tako. Ampak on je bil tudi ta izmed teh, ki je primarno delil znanje, ne, tudi prišel v Slovenijo večkrat, jaz sem bil 3 tedne pri njemu, tisto bilo 14 dni, ne, in smo v bistvu tako skupaj raziskovali, kako bi lahko naprej peljali zadevo. Imela so pa tudi te sisteme, ki so pa dosti mrežni, narejeni, ne, se pravi, recimo Svetlana Mazgutov, tukaj ima zelo, čeprav mi smo šli tudi na Poljsko, kjer je bila primarni učenci od Svetlane, ne, zato da smo dobili, ker so videli, da se znanje zelo zgublja, ker sem videl, da je tudi v Sloveniji pol ogromen terapevtov z tega področja, ki pa sploh niso več, mislim tako, niso več tisti, nekateri so, da ne bom koga slučajno, ampak... Tukaj bi treba pazljiv, ne, jaz tudi vidim. Hitra učenja prinašajo površnost, ne,
razvodenijo oziroma delajo pravzaprav škodo tisti terapiji ali pa tisti... Tle zdaj vidim, no, zakaj rečejo starši, da smo mi tako dobrodošli, ker ne samo, da pa smo se učila, ampak smo tudi to preizkušala leta in leta, ne, in izkušnje so res zlata vredne. Jaz tudi raje grem k nekomu, ki je to sam doživel, preživel, kot pa k nekomu, ki obvlada teorijo, ampak v praksi pa vedno to imaš triha, ne, nikoli ni isto, res. Kako pa je, recimo, jaz zdaj, ko vas poslušam, pa ne bom zdaj predvideval, koliko ste finančno stabilni in tako, ampak kako pa recimo kako bi recimo ljudje, ki se ne morejo privoščiti iti v Ameriko, na Poljsko in podobno, pa imajo isto situacijo recimo kot vidva, kako pa bi recimo takemu človeku, kako se tak človek pol spopada s tem problemom? Kaj mislite? To sva seveda razmišljala, zato sva potem tudi začela to midva prenašati naprej, ker niso tako draga. Hkrati pa ja, to je velik izziv za tiste, ki si ne morejo privoščiti, ne? Mi smo takrat seveda tudi vsi rojstni dnevi, vse je šlo v Ninino pač budžet, za Nino. Tudi takrat smo začeli zidati, naš prizidek je bil dolgo v tistih rdečih opekah, vse se je ustavilo. Ampak eni pa tudi tega ne zmorejo, ampak so pa zdaj, pri nas mi Slovenci so zelo radodarni, pa so pač teli TRR-ji odprti, pa se zbira za tega in onega, pa ima, ne vem, Radio 1, vem, da vsako leto zelo večkrat. Ful je lažje, kot bo včasih. In dobivajo sredstva tudi recimo na tak način starši. Problem pa se je tudi jezik, ne sam denar, ampak tudi jezik, ki vsi nekako ne razumejo toliko in pa sva rekla, dajva, res mi, da lahko to prenesemo naprej na starše, pa zakaj ne bi, če je to dobro, če je efektivno, dajva jim povedati, dajva širiti naprej. Ne, pa to tako med 15 pa 20 tisoč dolarji na let je to. To je ful. Govorim za Glendom. No, ampak še en povezano vprašanje. Se pravi, ti si prej rekel, oziroma nekaj je rekel, da v bistvu ste oba dva sta rekla, da na tej poti v bistvu srečujete samo ljudi, ki so v bistvu na pravem mestu, v pravem času. Kaj pa recimo ljudje, kako bi recimo svetovala ljudem, ki se pa počutijo, ki pa mogoče drugače vzamejo si tako situacijo, se pravi v kontrasmer, kakor da je vse težko, kakor da jih samo recimo tegujejo, pa kakor da so zdravnika, veš kaj mislim, tako mi se pravi mentaliteto, kako v bistvu bi recimo svetovala nekomu v taki situaciji, kje začeti, da se ti odprejo stvari, da ti začnejo hoditi v tvojo. Se motiviraš. Ne, ker veš, bom recimo primer dal, jaz se isto počutam, odkar sem odprl se za svet in začel sprejemati vse, se mi sam dobre stvari dogaja. Do takrat so se mi pa sam slabe dogajale stvari, ne. In narobni ljudje in tako. To je čisto isto, če to preneseš potem na otroka in njegov razvoja. Najprej, prva stvar, ki je seveda, moraš pri sebi prečistiti. Zato midva so recimo bila tam na izobraževanju dlje časa, da sva to posvojila, da sva začela tako razmišljati, no sicer že prej sva, ampak so nam potem dali potrdilo, da je to čisto okej, da ni nič znanstveno fantastično. Midva pa tudi vedno imava najprej za starše, se dobimo, debatiramo, ponovadi pridejo, so na tleh, mame jokajo in potem prihajajo in počasi se to gradi. In ko začnejo delati, otrok začne napredovati in vidijo, da to res drži, kar midva govoriva, in da se treba osredotočiti na trenutek, na zdaj, otroka opazovati, napredek je, sam njega gledati, ostale, ki pravijo, da nič ne bo, čim si ušesa zamašiti, in potem vidijo sami. Feedback je tak in s tem dobivajo oni bencin. Nekako je tako, Je pa pač to res, jaz sem tudi že recimo razmišljala, jaz sem res videla Nino, da kako ona hodi, jaz sem kasneje to prebrala, da je to verjetno vizualizacija, jaz se s tem takrat nisem imela časa ukvarjati, ampak če pa zdaj pogledam, to sem jaz čutila, to sem jaz videla, to se ni bilo drugega izhoda, kot se to. To se zgodi razliko, ker pri tej vizualizaciji ljudje pozabljajo nekaj, Ti lahko vizualiziraš, kolikor hočeš, ampak če ti ne bi delala s svojim otrokom, ne bi bilo nič. Se pravi, vizualizacija in delo ti pripelje do tega, da ti vse stvari grejo prav. Ni čarobne palčke, in je dobro, ker ljudje smo narejeni tako. Občutki so tle zelo pomembni, A ti res to doživljaš, a se veseliš, a si ti osredotočen na pozitivno, ampak to pa jaz vedno imam, vedno, ko se mi nekaj zgodi, zdaj pa kaj se bom iz tega naučila, kje zdaj jaz vidim dobro, očitno je bilo tole neka lekcija zame na mestu, jaz vedno tako gledam, to pa ne vem, taka sem. To mi je lažje zaradi tega. To je ta mentaliteta never give up, Mogoče, Ja, pa pomembno je, kako svojega otroka vidiš, Se pravi, to se veliko pogovarja o tem starši. Se pravi, seveda, če ima tvoj otrok probleme, zna priti do tega, da
ga starši začnejo videti kot neustreznega. Ne? Mislim, neustreznega glede na pričakovanja ali pa kakorkoli že. In, to se zgodi tudi takrat, kadar niso dovolj pridni, kadar niso pridni v šoli. Ne samo taki skrajni primeri. To je klasika. Vse starše. Ja. Jaz pozneje rečem, če boste vi za otroka mislili ali pa imeli feeling, da je v redu tako, kot je, pa tako je, vedno, tudi če ima probleme, pol se bo dejansko to čutil, seveda, ko v to odnosu z družino sigurno čutiš, a si v redu za njih ali ne, konstantno. In če ti daje informacijo, da si v redu, si pol tudi tako počutiš kasneje, ne, v življenju in si samozavestni. Zato je tudi naša Nina. Naša Nina bi bila lahko zdaj totalno zafrustrirana najstnica, ne. Če pomisliš skozi nekega realnega, rečeš, ok, ne govori, slabo žveči, slini se, pač motorično je slaba, ne? Mislim, slaba, pač ni idealna, rečemo temu, ampak ona je zadovoljna s tem, kar je, mislim, ona je vesel otrok. In tudi ona ve, kje ima ona izzive in ve, da jih ne more delati tako dobro, ne? In recimo pa reče, ja, pa ne bomo ocenili, ker bo pa se sekirala. Ona, jaz ne vem, zadnjič se mi dala neko slovenščino, pa pisala cvek, pa se je smejala, pa se tega zabavala, ker se tudi heca, ne? Ona se zaveda svojih problemov, ve, da mora delati več in tudi mi smo vedno notko gledali. Ko sem jaz pogledala, nisem rekla, boga revčka, ampak ta mala faca si, toliko imaš enih izzivov, pa toliko dobro tole hendaš, tako nekako prav, a veš, navijala sem za njo in jaz si res zaupam. In s tem izvajanjem teh aktivnosti, ki smo jih delali, ona se je navadila biti disciplinirana, red, sistematika, odgovornost. In zaradi tega je mene veliko manj strah, kaj bo ona počela, ker to ima. Nekaj bomo že našli za njo, sama našla, se še razvija, ne? In če imaš to, je to odlična baza za naprej. To je zgodba vsakdanjega. Se pravi, starši moramo privzgojiti oziroma vzpostaviti to disciplino, te delovne navade, to soočanje z zmagami in padci in tako naprej. Zato velja v vsakem trenutku pri vsakem otroku. Jaz mislim, da lahko to zelo univerzaliziraš. Sej zato bi pa morali te otroke, ki se rodijo s diagnozami, točno tako obravnavati. Ok, malo več izzivov imaš, ampak to obravnavam isto, kot tizgale pa sestrico pa bratca, ki nima problemov. Ja, oba dva naredite največ, kar lahko. Točno najboljši, kakor si, tak si. Ne? To se je ona kdaj upirala, tega pa ne bi delala pa to. Ne. Mi, ko smo izvajali program, ki je bil res 7-urni, ki je bilo res naporen, ko smo ga mogli malo razporediti. Kaj je to, naprimer, kako je to izgledalo? 7-urni program? To konkretno povejte, ker to si jaz ne znam predstavljati. Ja, v bistvu so zdaj nekih detajlov, verjetno bo preveč, ampak hočem reči, da je to pokrijemo vsa področja stimulacij, dnevno, čez cel dan. To se pravi, mora delati počepe, ali kaj? Odvisno, velike. Zdaj, razvoj je zelo široka zadeva in tudi ene spretnosti razvoja enih vpliva na druga področja in tako naprej, tako da delamo vedno celovito, tudi če je problem samo na enem področju. Seveda več delaš na tistem področju, kjer je problematika, ampak vemo, da so vse senzorne funkcije, sploh taktilne, so zelo povezane z gibalnim delom in tako naprej. Se pravi, se nek tak program optimalni poskuša pripraviti in se potem vnese ta program v vsak dan na način, da otrok niti ne bi čutil preveč, da se to dogaja, ampak da je to del njegovega vsakdana, njegove igre, njegovega načina življenja in to sem pa hotel odgovor zdaj na vprašanje, ne? Ko otrok pade v to rutino, ker to je najboljša motivacija za otroka, da to rutinirano delaš, ker pol on hoče to delati vsak dan, ne? In pol tudi, ker ti nimaš energije, pride otrok in ti prinese list, kjer imaš gor označen, kaj si že naredil in kaj še ne tisti dan, ker to imaš pač kljukce, to imaš pač program. In ti kaže tam, da še ni vse narejeno. Je pa to tako, ko si vprašala, recimo na senzornem nivoju imaš neko vizualno stimulacijo, lahko gre za neke prikazovanje slik ali pa gledanje recimo, pa branje knjig, slikanic, ki je majhna, potem slušno, gre za neke zvoke, da jih prepoznava, da jih posluša, taktilno, neke masaže, dotike, recimo taktilne kontraste, pa imaš na gibalnem nivoju, imaš različno, imaš, če otrok recimo kobaca, mi smo takrat kobacali po 2 kilometra na dan, vsak dan, okrog hiše, in v hiši. 2 kilometra vsak dan in to je bilo več mesecev. To je ful ne. Za pokolenik. Za kobacati, ja. So bila kolena kar precej boga naša, njena ne, naša teža je bila kritična. Potem recimo, potem imaš kotaljenje, prevale, to je v bistvu luštno, jaz sem tudi takrat začela spet prevale delati, se moj bog, sem se pomladila, ne. Potem imaš finomotorično, se igraš z materiali, s peskom, to so take luštne stvari. Pa
Pa še prehrana. No. Včasih je tudi še prehrana zelo pomembna, predvsem pri tistih, ki imajo kakšen ADHD diagnosticiran in to, pa če imajo epileptične napade, potem pa tako naprej. Ja, otrok je pa zadovoljen, ker ima ves tvoj čas na razpolago cel dan in mu je super. Možgane pa ves čas stimulirane na vseh nivojih. In ga, ne vem, porineš recimo na senzornem, pa se na grobomotoričnem zgodi nekaj, ker je človek celota. Ja. In, pa je bilo kaj, kar pa ni rada delala. Kako se pa uči, naprimer, se rada uči? Ona je tako vesela, če se lahko kaj uči. Ona je tako srečna, če ji dajo v šoli za delati doma, za popoldan. Ona je hvaležna in vedno to vse naredi. Mislim, tudi mene preganja, mami tole, mislim, seveda treba pomagati, podporo rabi, ampak ona je po moje edina v razredu, ki ima vedno vse narejeno. Čekaj, Ema, kje si? Otroci, pridite poslušati. Zdaj je kar nekaj malo zaprla vrata. Mislim, zelo mrljiva je, delavna je, organizirana je, ampak rabi pa pač podporo, še vedno, support naš. Ja, ne, se to, mislim, pravzaprav support rabimo tudi mi na koncu ves čas mal, ne, se, če neč drugače, mislim, tudi pol, ko študiramo ali pa v srednji šoli, ne, v vsakem primeru, se smo bolj samostojni, ampak mislim, vidim te, slišim te nekaj najbolj lepega in dragocenega na svetu, a ne? No, saj tudi če vidi, kaj zdaj bo 18, pa še zmeri pride kaj malo tako. Ja, to se že zelo oddaljuje. Povprašati. No, ampak to je pa tudi recimo za družino je tak način dela, izvajanje programa zelo fajn, ker je družina potem skupaj, ker če imaš ti otroka, pa ga voziš na unoterapijo, drugo, mame ni doma, tega otroka ni doma, drugo, tretji otrok, to so razpršeni. Mi smo bili pa skupaj, cel dan pa smo se igrali, pa smo se hecali, pa Vita, če je hotela, je prišla zraven, če ni hotela, pač ni prišla. Tako da to je zelo verjetno. Babice pa detki tudi to. Tudi se pravi, se plazali pa. Ja, se tlej stvar v tem, da moraš biti zgled na nek način oziroma se vključiti v vadbo zraven. Sej 3-letnega otroka boš težko motiviral, da bo nekaj počel, če boš ti tam stal zraven, pa v bistvu mu težko daješ neka navodila za to. Ampak ga potegneš v to igro, da to naredi. In to se mogoče tudi prviti vidi. Starejša, ona je totalno tudi organizirana, pa res zelo se nismo imeli časa nič ukvarjati. In mogoče bi za njo kdo rekel, ta pa je sforsirana, ne, nismo imeli časa za njo, ona je sam gledala to, opazvala je, kako smo mogoče Nino. Bili smo pa skozi zraven, ker smo bili doma, ker smo doma delali v bistvu. To pa res. To je bila prednost. Kako pa se oni dve razumeta? Ona dve se imata zelo radi. Je bilo za Vito kakšno breme težko? To so jo že večkrat vprašala, pa je rekla, da ne, da v bistvu ima srečo, ker njena mlajša sestra se nikoli ne teži, tako na vsaka nekako... Nikoli ni nadrla še do zdaj. Ja. Ne, so imata radi, recimo to se vidi, če kam gremo, pa se res objemata, spoštujeta tudi, obeti sta ponosni ena na drugo, ta mala Vita občuduje, sploh recimo, če kje nastopa, ki Vita poje tudi in to je wow, to je navijačica njena. In vidva, se pravi, če še zdaj gremo nazaj spet na to, zdaj tudi še vidita, naprimer, napredke, pa še se to razvija, oziroma kako... A pri Nini? Ja, pri Nini. Ja, seveda. Mislim, predvsem pri Nini. Ja. Seveda vidiva napredke, ampak je pa zdaj res ena razlika, ko je otrok starejši, tam 11, pa rad počne tudi stvari, ne samo starši. In to se vidi pa zdaj ta razlika. Ona se rada zdaj umakne, ona ima rajši, recimo, če telovadi z nog do drug, če recimo dela vaje za govor, kakšen logoped, ne pa midva in to pa je ta bistvena razlika, tako da zdaj pa pač organiziramo nahod na krožke, ker je itak noben tazga otroka se razveseli, ker bi imel z njim več mogoče izzivov, dela. Tako da ima individualne Na katero šolo pa hodi? Mislim, kljub vsemu, ni to, mislim, meni je lepo, če imaš v razredu, da so različni otroci, da si tudi pomagajo. Jaz se spomnim, ker smo bili mi mehni, smo se okoli kakšnega tazga prej zbrali, pa bili vsi skupaj podporo, pri krožkih v šoli. Ja, se v bistvu je, kako v okolici predstaviš zadevo. Zdaj ona je bila v bistvu, oziroma je na Montessoriju pisana šola in tam se je zelo lepo sprejelo. Moram reči, da smo bili zelo veseli, da se je vzelo svoj krog. Tudi hitro so, mislim, ko zaznali njene težave in tudi ona je našla svoje mesto noter, se pravi, da tudi ona prispeva nekaj skupnosti in obratno, so poskrbeli za eno, za tiste dele, kjer ona pač ni zmogla. Tako da mislim, da se je ona tam zelo dobro počutila. Ja, jaz malo Montessori poznam
In jaz zdaj vizualiziram, da bi vsaj malo Montessorija bilo pa tudi v naših osnovnih šolah. Sej že tudi element, vedno več, ne? Je, sploh prva triada, mislim, da je že dosti poudarka, oziroma saj metodologije uporabljajo neke od tega. Ja, pa tudi kakšne skupnosti so različne, ki tudi delajo po Montessori pedagogiki. Ti delaš tudi, ne? Mislim, jaz delam zdaj tudi v nekem zavodu, kjer tudi so Montessori elementi, ampak jaz itak tretjo triado učim slovenščino, tako da tam je tega pač je drugačen način, ni več tako dela z materiali. Tako da tudi Nino bomo zdaj predstavili tja, ker je manjša skupnost in tudi tam je že zelo lepo sprejeta in se zelo dobro počuti. Ja, zdaj letos kombiniramo pol Montessori, pol je v tej skupnosti, upisana je v Montessori šolo, ampak zadnje leto, 9. leto, pol bomo dali pa še v to skupnost. Kaj pa jo kaj veseli, kakšne ima pa cilje pa za naprej, gimnazija, srednja šola, kako? A Nina? Ja. Mislim, zdaj formalna izobrazba je tle, kar izziv, zato ker standardi, to več čas gledajo pač sam to in je to kar težko. Tako da ona je v bistvu pomembno, da je v neki skupnosti, kjer se dobro počuti, da to osnovno šolo pač dela in da več čas dobiva neka nova znanja, nove vsebine, da se tudi intelektualno razvija. Ker res je pri teh otrocih problem, ki jih pač dajo, ali prilagojeno šolo, in tam ne dobijo sploh dosti priložnosti, da spoznajo ogromno novih znanj, novih stvari. To jaz vidim tle problem. In spol pa, ki pa grejo delat, če slučajno že imajo srečo, da lahko kje delajo, pa tudi pozabijo na intelektualni razvoj. Tako da ali se morajo sami, ali moramo spet starši biti tisti, oziroma jim je treba nekaj tasga ponuditi, da se porivajo naprej. Tisti, ki to zmorejo, se treba pač oceniti. Vsi ne, seveda. Naša Nina, recimo, velike takih otrok, ki so kognitivno dokaj dobri, pa razumejo, ampak zaradi drugih primanjkljajev ne zmorejo. In taki so še posebej, se mi zdi, zapostavljeni, ker jih noben nikjer noče, težko z njimi komunicirajo, če ga ne govorijo, ne pišejo, oni pa ogromno znajo, vejo, ampak ne znajo potegniti ven tega, kar imajo ti otroci. In je to kar žalostno. Kako pa mislite, da bo ona lahko samostojna, bo lahko delala tako pa? Računamo, da bo. Zato, ker je vedno bolj samostojna, tle se tudi še razvija na samostojnosti, si lahko tudi recimo kakšen čajček skuha, kakšno jajčka, kaj tasga. Tako da to se jaz mislim, da bo, tako da bo lahko recimo samostojno živela, zdaj kaj bo pa delala, bomo pa videli. Se bo pa še pokazala. Drugače ima izredno rada šport, ampak v športu ni pretirano dobra, ker ima motorično težavo, ampak rada pa ful športa. Mogoče pa trenerka. Ne, drugače je zanimivo, ona vse preseneča, zato ker ne pričakujejo, da v to dala in ona čisto vsakega, ki z njo individualno dela, preseneča. Nina, bravo! Ker je na ocen tako. To prvo žogo tako, ne zgleda tako. Se ona vama lahko pridruži tudi v tem vajnem projektu, ki pomagata, ne? Tudi lahko. Mislim, to je idealno. Iz prve roke je, ne? Jaz drugače brez heca, jaz sem zdaj začel sodelovati z enim zavodom, ki delajo ljudje, ki imajo takšne in drugačne probleme in ravno to kapo sem jo oni naredili. A res? Ja. In smo se zdaj ful ujeli po konektorju. A je to za tako kot spomin? Ja, dobro, vidim. Ni New York, pa le. Ni LA, ampak je LJ. Ampak tudi sodelujem in mi je zanimivo, ker si rekla, ker oni to delajo, ful se pravi neke napise, skozi se nekaj razvija, morajo nekaj tisti, ki lahko so pa natančne stvari delali, se pa ful zanimivo mi je, ful rad grem keh njim na Kotnikovo pogledati, in zdaj ful sodelujemo, tako da zanimivo, da sem v tem času ugotovil, da je ful širok svet tudi za ljudi, ki niso, ne vem, kako se to sploh reče. Po Jusu še. Jaz sem se tudi cel življenje trudila, da je bila po Jusu. Kaj je to Jusu? Jugoslavija standard, ni to nekaj. To me je malo falilo. Vidva so razumela drugače to. Jus je to, se pravi jugoslovanski standard, to se je včasih rekel, da si toliko centimetrov imaš toliko. Če si po Jusu, če si po standardu. Čeprav to področje rabi še velik porivek in tudi zdaj tiste mame, recimo, ko smo malo bolj angažirane, se tudi razmišljamo, kako bi te odprle kaj v tej smeri, da bi otroci imeli kakšno, da bi dobili svoje mesto, da bi lahko se razvijali intelektualno, gibalno, kakorkoli že pač, da bi
isto kot vsi ostali imeli to možnost. Pa danes je to bolj odprt sistem, danes ni več tisto miselnost, dajmo tele ljudi tam zapreti noter v tole bajto, pa ne tam bojo. Ne? No, ja. Tudi če se dogaja, mislim, te starejši še tako razmišljajo, mogoče, ali pa tisti, ki niso toliko razmišljali o teh novih principih možnih, ampak mislim, da gre tle tudi naprej. Tudi lažje, trg je bolj fleksibilen. Ti lahko konec koncev, če otrok nekaj zna, tudi doma dela, pa mu odpreš podjetje, pa pač mu pomagaš pri tem delu formalnem, pa on nekaj dela tudi zato, da nekaj dobi, zasluži. Da je zadovoljen s tistim, kar je na koncu. Kako se pa reče, a vidi, to je to kakšna organizacija, kako najde, da bomo povedali naslov, da bojo vedeli, naprimer, če bojo iskali pomoč? A ja, najo? Ja. Mi dva so special team Maxi razvoj za mini junake, to je Jaz sem si zapomnila Maxi razvoj za mini junake. Ja. To. Ser ne, tudi blog piše, tako da ima v bistvu spletno stran, kjer je v bistvu ogromen vsebin o tem, o filozofiji. Maxi razvoj za mini junake. Ampak koliko pa je tega dela? Je tega vedno več, da bo na koncu da se na koncu samo še s tem ukvarjala? Kaj mislite? Mi dva se nič ne oglašujemo drugače, moram reči. Zato, Ja. ker je... tako, mislim, ona itak sam to dela, jaz ti pomagam, drugače pa je službo še tako dodatno. Tako, ja. Mora imeti moški še malo svojih vsebin. Mene drugače tudi informatika me je zelo pri srcu in to mi je, jaz delam v bistvu enem podjetju, ki ponuja informacijske storitve in mi je to... Informatika. Ja, jaz sem mislil matematika. Ne, informacijske tehnologije, to mi je tako... Se ni delač to tudi. Vse je podobno. Jaz se spomnim v knjigi, ki pišeš, on je moral iti, zdaj pa je šel Klemen na Bobne, ali kaj, ne? Na vajo, ali kaj? Na vajo, ja. Ja, to je pa band, to je pa druga stvar. Kaj si pa ti imela? Kakšen takšen odvod, ki je band, pa muzika, pa to, ja. Jaz sem na se pozabila, da sem kaj imela, jaz nisem imela nobenega časa. Moški pa to lažje, ne? No to je pa tista razlika, kar se dela tle. Evo, to se bomo od vas učili. Ja, vaj mi nismo ukinili z bandom zaradi tega, smo jih obdržali, to je v redu. Sej malo moraš... Mislim, jaz imam pa kar socialno mrežo, imam pa prijateljice, ki se rada podružim, pa gremo na bližnji hrib, to imam zelo rada. Zdaj že zavedaš, prej pa se nisi, ne, nekako. Tako. Si kar kasirala kakšne bolezni, ne? Sem. No, zato pa tudi pisanje je terapija moja in tudi te bolezni so tudi noter opisane, tako da to. Imamo še eno vprašanje od gledalca. Ki si rekel, da si informatik. Zanima, če si jo kdaj probal naučiti programirati, ki zahteva drugačen pristop razmišljanja. V bistvu ne. Jaz moram reči, da se ne ukvarjam s programiranjem na področju informatike, ampak na področju infrastrukturnih rešitev delam, ampak ideja ni slaba, v bistvu, ker ni najkognitivno dobra. Ta zaprti jeziki, v smislu kot matematika in to, taki zdefinirane neke sintakse zelo sedejo, bolj kot so jezika. Tako da ni slaba ideja. Hvala za vprašanje. To si ti vprašal? A res? Ja, lepo. Ja, lepo. Kar srce mi začne pet, ko se tako povezujemo. Ja, ne, v bistvu je zanimiva ideja. Res pa je, da nisem jaz programer, ampak je pa zanimiva ideja in lahko poznamo ogromno programerjev, tako da lahko... Je pa tudi tle imamo enega. Ja. Jaz rešujem naloge, ki moš v bistvu čist drugega kota pogledati, ker sploh ne smeš iti svojo logiko noter. Ja, saj vem, ampak je v bistvu zanimiva ideja. Ne? In mislim, da bi to bilo veliko lažje, kot neko jezikovno, klasično udejstvovanje, ker jeziki dela kar nekaj težav. Ona tako z besedami napiše, pa malo poveže, pa kakšen veznik in pol mi rečemo, ok, to je to. Ja, ona kaj napiše, mene srce boli. Ona pa slavisti. Viš kaj? Vidiš, jaz pa, naprimer, gledališče tudi vedno krši te kode, ne? Dolgo časa ne, pa pride spet obdobje, ko vse prekrši. In ko kršimo kode, se mi zdi, da začutim najboljša, ne? Kaj je to svoboda? Prvič si moraš upati, drugič pa res greš nekam, kjer še nihče ni bil, kjer ti pa definitivno nisi bil. Ne? A ni to fajn? Ja, ampak seveda na znanju, na nekih temeljih. Tako da za konec bi jaz vaju vprašala nekaj zelo romantičnega. Ja. Ali mislita,
Kaj je pravzaprav mislite, da je ključno za življenje, za to, da je človek tako aktiven, da tako aktivno in pozitivno odreagira na življenje? Ljubezen, spoštovanje. Kaj je tisto, kar bi vidva zdaj na koncu rekla ljudem, na tiste pomislite, ki imajo podobne težave in na vse tiste, ki imajo čisto vsakdanje težave in se jim vse zdi težko? Jaz mislim, da to oboje, ki si rekla, ljubezen, spoštovanje, pa zaupanje, pa tudi ves čas vera v to, da vedno lahko kaj izboljšaš, ampak da moraš biti pripravljen se zelo angažirati, aktivirati. Tle je zato zelo pomembno, ne samo neko upanje, pa zdaj, ker nam prodajo, pa tako, ki si rekla, vizualizacija, žal se nič ne zgodi samo po sebi. Zdaj pa, če pa ti neko ljubezen širiš, pa se mi zdi tudi, da to dobiš od ljudi nazaj, tudi recimo pri partnerju, pri družini, pri sorodnikih, pri vseh ostalih, ki prihajajo tebi nasproti, kar širiš, to dobiš. A je ljubezen delo? Ja, seveda je, ampak jaz, če pokomentiram še to, meni so v bistvu najbolj pomembni so v bistvu odnosi, se pravi, da gradiš na tem, ker za tem se skriva pol vse, se pravi, če se ti trudiš za dobre odnose z vsemi ljudmi, ki jih srečuješ, da jih moraš prvič spoštovati, zaupati jim moraš, se pravi, na nek način je vse spodaj se skriva, kaj je ključno, se pravi, graditi na odnose, po moje. Drugače pa ljubezen je delo, seveda. Ja. Ne veš, ljubezen tako romantično, nekaj dni. Mislim, vzdrževanje tega nekega iskrice, pa da se imaš fino, je seveda treba delati na tem. Včasih se tudi pol malo to ustavi za kakšno obdobje in je treba to malo zavestiti, pa malo zbuditi, se to je pa po moje so čist normalni cikli za vse odnose. Zdaj nam socialna mreža pravijo, da je ta pravo razmerje samo tisto, ki je čist naravno in se nikoli ne skrigaš in ne rabiš nič delati. No, tega ni, to so spet pravljice, ne? Vem, da smo čisto iz teme zašli, ampak se že pogovarjamo, ampak to je pa recimo fora, to se pa zdaj res dogaja. Jaz poznavam ljudi, večinoma punce, ne, ampak ki želijo, pravijo, da ljubezen je tista, ki pride naravno in z lahkoto. Pride, ja. Ja. Ampak pol pa ni kar samo od sebe. To je zaljubljenost, ne, tista, ki pride samo od sebe. Ne? Če gradiš na odnosu, to, kar sem prej omenil, to je osnova. Po mojem, da je to osnova. Verjetno tudi skupni interesi, tle se je tudi fajn narediti. Zdaj za vse to skupaj, ki si pa rekla, je pa tudi pogum, se mi zdi zelo pomemben. Ja. Pogum, zaupanje, ne? Spoštovanje tudi. Ne? Vse to. Meni se zdi, da je spoštovanje pa kar zelo ena taka vrednota, ki pa res izginja, brez katere pa res ni, ne vem, tudi napredka, ne? Spoštovanje. Veš, kot si rekel, vsak tudi prinese nekaj s sabo, pa nek vrednostni sistem, pa neke navade. Načelo. Ja, težko, da najdeš toliko idealnega partnerja, da nič ni treba več. Pa vsak let je težji. Vsak let je še kakšna stvar zraven. Vsak let ima še en kufer zraven. Kaj bomo s spoštovanjem zaključili za danes? Spoštovanjem in zdaj na koncu mi je prav ta smeh zazvenel. Smeh je pol zdravja, smeh je očitno humor. Vaju tudi spremljal. To so znala, vidim, obračati. Vidim predvsem ti znaš obračati, ne? No, to pa jaz tudi, veš, obračajte na smeh, spoštovanjem in hvala, Jernej. Hvala. Hvala, Jernej. Hvala, Klemen. Zdaj pa vem ime. Za vse življenje. Hvala, da ste prišla. Hvala ste vam, podelila. super je bilo. Če kakšen od naših gledalcev čuti, da rabi pomoč pri kakršnemkoli, se mi zdi, pedagoškem vprašanju, da poišče special team Maxi razvoj za mini junake. Bo v opisu, bo Jaka napisal v opis, če boste imeli kakršnekoli vprašanja, napišite, pa bomo posredovali, če mogoče ne najdete povezave, lahko napišete nam na mail, pa vas bomo povezali, drugače pa klasično, posledite nam, naročite se na naš kanal. Posledite. Follow me. Follow us. Sledite nam. Posledite nam, naročite se na naš kanal in kaj še, všečkajte naše. Jaz bom samo še to rekla. Založba Primus pa podarja 3 knjige, Posebna punca. Jaz pa zdaj, boš ti postavil vprašanje? Ema, ali pa ti postaviš vprašanje? Kdo bo postavil vprašanje? Kako si poslušala, Ema? Ker se je za vse treba čisto malo potruditi. Imaš ti, Klemen, kakšno idejo? Tako da ni, mislim, vprašanje. Vprašanje. Jaz vem. V katero šolo hodi ta trenutek Nina?
napišite in dobili boste 3 knjige, se pravi 3. Vsak eno, no. Hvala vam, da ste z nami, se vidimo. Hvala. 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 Adijo. Hvala, Jerneja. Hvala, Maj. Super.